Pust oziroma pustni teden je čas, ko se napravimo v pustno šemo ali maškaro. Pustni čas je premakljiv in je odvisen od velike noči. Prava pustna dneva sta dva, pustna nedelja in pustni torek. Pustni običaji izvirajo iz starega poganskega praznika, praznovanje sega v predkrščansko dobo, njeno izročilo pa so prevzeli Rimljani in si v predpomladnem času ustvarili več praznikov, ob katerih so se šemili. Praznovanje in šemljanje se je kljub upiranju cerkve nadaljevalo tudi po pokristjanjenju, od 10. stoletja pa je odpor ponehal. Beseda pust, ki jo je poznal že Trubar, je verjetno nastala iz meso pust, to je iz besed meso in postiti se, ali iz meso in pustiti, kar bi bil dobeseden prevod iz italijanskega izraza carneleva v pomenu opusti meso. Iz italijanskega carneleva je nastala beseda carnevale, iz te pa evropska kulturna beseda karneval v pomenu praznovanje pusta ali pustovanje pust. Danes je pri nas izraz meso pust zastarel in se ne uporablja več, v ruskem okolju pa še vedno pomeni 40-dnevni post. K pomenu besede maškara, pustna šema, obstajajo še izrazi pustar, pustnjak, pustnik, fašenk in kurent. Kot splošna beseda ima kurent pomen pustna šema v kožuhu, zvonci okrog pasu in posebnim pokrivalom, bolj znana v vzhodni Sloveniji. V Sloveniji je bilo pustovanje prvič omenjeno v prvi polovici 17. stoletja. Po starem ljudskem izročilu bi naj maškare povezovale ljudi, jih osvobajale nekaterih predsodkov, opogumljale in malce pripomogle k izpolnitvam želja. Na pustni torek 17. februarja 2015 so se okoli 15. ure pričele zbirati številčne maske pred Domom kulture Slovenske Konjice. Pustovanje je kot vsako leto doslej potekalo pod okriljem Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice, ki s svojimi pestrimi aktivnostmi poskrbi za animacijo konjiških osnovnošolcev in prebujanje ustvarjalnih trenutkov in ne nazadnje, ampak najbolj pomembno je predvsem druženje, izmenjava izkušenj in sklepanje prijateljskih vezi. Vsaka maska je na pustovanju pred Domom kulture dobila krof in topel čaj. Različne pustne šeme so veselo rajale kot čebelice, klovni, princeske, metulji, rožice, kužki, kavbojci, policaji, pikapolonice, zajčki, medvedi, muce, miške, ninje, spidermani, zombiji, indijanci in še kakšna zanimiva maškara se je sprehodila v konjiški pustni povorki. Letos so se med maskami sprehajali še zanimivi sneženi mož s podmladkom, grozdi, meduzi, čokolada Milka in ekipa prve pomoči. Pridružil se je še kurent, ki je popestril povorko s svojim poskakovanjem zvonovi na pasu in širil okoli sebe pozitivno energijo v družbi simpatične male čebelice. Seveda so podeljevali tudi nagrade za izvirne ali doma narejene posamezne, skupinske in družinske maske. Komisija je letos imela težko nalogo, saj je bilo med številčnimi maskami kar nekaj doma narejenih in izvirnih.
Pustne povorke na Konjiškem ni brezkoračnic zgodbe napihala slovenske konjice, ki je maske spremljala v povorki in jih kasneje prepustila norčavemu rajanju še v pozno popoldne. Tudi glasbeniki so se za ta dan spremenili. Bili so vse od Backa Jona do Egipčanov in Mehičanov, preko srečnih hipijev in pravih gusarjev, do pisanega mozaika, nekaterim so ponovno zrasli lasje, eni pa so prišli z letalom. Letos snega na Konjiškem ni bilo več, so pa maske preganjale zimske temperature, kot se temu letnemu času tudi pripisujejo. V dnevih po pustnih nočijah je sonce čez dan ogrelo ozračje in s tem napovedovalo počasen prihod pomladi.